Bogdaj, moja najmlajša hčerka, ki bo imela maja 2 leti, je pred kratkim na enem sprehodu na križišču, kjer je znamenje, videla Jezusa gor na razpelu, pa je rekla: Jezusa, zebe, bundo, gor. A je kdo od nas že kaj takšnega pomislil? Mogoče pri znamenju naredimo še kak križ, ampak večinoma gremo kar mimo, se niti ustavimo ne. Meni je dalo tole kar misliti. Otrok je opazil Jezusa in po moje, da bi ga kar oblekel, če bi ga dosegel. Pa se ne spomnim, da bi žena že kdaj brala evangelije otrokom, sploh ta del, kjer piše: nag sem bil in ste me oblekli. To in takšni dogodki še toliko bolj potrjujejo, da moramo biti kakor otroci, če želimo sprejeti Božje kraljestvo. Kako nam pa kaj gre pri tem? Jaz mislim, da nam Jezus v življenju da več priložnosti, mogoče tudi preizkušnje, da se lahko urimo v delih usmiljenja, kar razumem tudi v smislu, da smo bolj sočutni, ker tudi če smo sočutni, smo pa še vedno lahko še bolj. In v primeru moje družine, sploh če govorim zase, ker moja žena je pa že po naravi bolj sočutna in me s svojim zgledom tudi k temu spodbuja, je precej pripomogla tudi izkušnja z najino prvorojenko Evelin, ki je otrok s posebnimi potrebami. Ima gensko napako, manjka ji košček kromosoma in bo vse svoje življenje praktično odvisno od tuje pomoči. Nekaj v njej si lahko pogledate tudi na YouTubu, če boste vtipkali zgodbo o Evelin, ampak tukaj bi rad ene druge stvari povedal. Glede na to, da gre za akcijo Deli Jezusa, bi se lahko kdo vprašal tudi, ja, kaj pa je to za en Jezus, Bog, da dopusti take stvari. No, jaz Jezusa vidim drugače. Pravzaprav ga lahko vidim tudi v tem svojem otroku, saj je Evelin kljub svojim omejitvam čudovit in popoln Božji otrok. Da kljub temu, da ne govori, zelo nagovarja in čeprav sama ne naredi skoraj ničesar, hkrati naredi toliko veliko v mojem življenju, v življenju moje družine, pa tudi v življenju vseh tistih, ki se jih na svoj način dotakne. Z njo imamo mogoče res malo več dela, kakor ga je z zdravimi otroki, vsaj kar se osnovnih potreb tiče, ampak starši se ne sprašujemo, ali bomo dali svojemu otroku za jesti, kaj je lačen, ali mu bomo dali za piti, kaj je žejen, ali ga bomo preoblekli, kaj je do vratu posran. Ljubezen do naših otrok je brezpogojna. In taka je tudi Božja ljubezen do nas. In midva z ženo se Bogu lahko samo zahvaljujeva, da imava okoli sebe prijatelje, sorodnike, znance, pa tudi nepoznane, med katerimi se počutimo in smo sprejeti takšni, kot smo. Nekateri izmed njih nudijo Evelin tudi zasebne terapije ali pa prevzamejo kakšno delo z njo, kakor sama zdaj ne zmoreva. Res Bogu hvala za vse vas. In to tudi meni pomaga, da prepoznam človeka v stiski in po svojih močeh storim katerega od del usmiljenja. Kaj pa ti?